Na Vošnjakovi ulici v Slovenski Bistrici so v petek slovesno odprli nove poslovne prostore upravne enote Slovenska Bistrica. Občanom 4 občin so storitve upravne enote v obnovljeni stari šoli sicer na voljo že od decembra lani. Slavnostno otvoritev pa so opravili Jure Trbič, sekretar Ministrstva za javno upravo, Emil Trontelj, načelnik upravne enote Slovenska Bistrica in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. V bistvu ideja o tem, da mi obnovimo to šolo za namen upravne enote je ravno tem, da bi tu se zaokrožilo to upravno središče, da se vse upravne funkcije, tiste, ki se peljejo tako na občine kot na upravne enote, pa tudi v drugih državnih institucijah pripeljejo pač na eno zaokroženo območje, je potrebovala temu, da smo prišli v to obnovo. Zdaj na drugi strani seveda smo dali namembnost temu objektu. Za vrednost te investicije je tam približno 1.800.000 evrov. Seveda so bili tudi dodatni pogoji in zahteve tudi kulturnikov, zaščita spomeniške dediščine. Pretežni del prostorov je namenjen delovanju upravne enote, je pa seveda v zgornjem delu je pa ta sejna dvorana, ki je pa pač, bom rekel, v občinskem ingerenci ne namenjena, pa se tudi širšemu namenu. Kot pravi Emil Trontelj, načelnik upravne enote Slovenska Bistrica, so z novimi prostori izboljšali pogoje poslovanja tako za stranke kot za zaposlene. Mi smo kar vrsto let delovali pravzaprav na 3 lokacijah. To je bilo neugodno tako z vidika organizacije delovnih procesov, pri strankah je včasih povzročil zmedo, v katero stavbo pravzaprav iti, pa nikjer ni bilo urejenega dostopa za invalide oziroma gibalno ovirane osebe. Zdaj, ko smo v novih prostorih, smo dejansko vsi uslužbenci združeni skupaj, vsi delovni procesi se odvijajo na eni lokaciji, pomeni vse storitve za stranke so tukaj, urejen je dostop za gibalno ovirane osebe, tudi nivo zasebnosti za stranke, tako da mislim, da smo to pridobili zdaj pravzaprav vsi ogromno. Na pomen obnovljene stavbe na Vošnjakovi ulici je izpostavil tudi državni sekretar Jure Trbič. Čudovito prenovljena nova stavba, pravzaprav stara stavba, čudovito osvežena, tako zunaj kot znotraj. Poudaril bi, da je prijazna stavba. Ne le stavba, tudi sicer kompetentni, strokovni ter prijazni javni uslužbenci noter, ki čakajo seveda prebivalce, državljanke, državljane, podjetja in vse ostale subjekte, ki imajo svoje upravne zadeve za izvršiti. Novi prostori so bili v zadnjih 2 letih narejeni v dobrem sodelovanju z lokalno skupnostjo, z občino Slovenska Bistrica. To se mi zdi še izjemnega pomena poudariti. In kot je pravzaprav gospod župan na svečani prireditvi povedal, tako država kot občina delamo za iste ljudi. Odprtje novih prostorov so s kulturnim programom popestrili učenci in učenke glasbene šole Slovenska Bistrica.
Po ulicah Slovenske Bistrice je minulo soboto potekala pustna povorka otroških pustnih mask. Na tradicionalni povorki so sodelovali druga osnovna šola Slovenska Bistrica, osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Košutin sprevod Spokoš, Kud Frajheimska godbena pihala, Kud gasilske godbena pihala Spodnja Poskava in godbena pihala Kud Janko Živko Poljčane. Prireditev je organiziral RID Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek potekalo predavanje o koronarnih obolenjih. Predavala je Meta Vrhovšek iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kot je pojasnila, lahko z zdravim načinom življenja nastanek in napredovanje srčno-žilnih bolezni in njihovih zapletov odložimo, zmanjšamo njihovo težo in znatno podaljšujemo življenje. In katera so glavna koronarna obolenja? Naše žile torej so zgrajene iz večjih plasti in ko torej imamo mi več let torej zvišen krvni tlak, se ta naša žilna stena dejansko spremeni. Se stanjša, ni več tako prožna, in slej ko prej potem lahko pride do kakšnih poškodb oziroma lahko na katerem mestu zakrvavi. Se pravi, ko pa zakrvavi, takrat pa pride torej do strdka, ki potuje po žilju in zamaši žilo. Predvsem je zvišen krvni tlak nevaren za možgansko kap. Takrat v bistvu ta strdek prileti od Bog si ga vedi odkot, pač iz enega predela žile in pač v enem delu zamaši to možgansko žilje in pač tisti del je prizadet, ki se pač potem kaže z določenimi nevrološkimi izpadi. Potem imamo koronarno bolezen srca. Tukaj so torej prizadete naše koronarne arterije, to pomeni srčne arterije, ki prehranjujejo torej srčno mišico. In se pravi, če so te koronarne arterije se lahko naplastijo z temi maščobnimi plaki. Verjetno ste že slišali za aterosklerozo, vam je verjetno znan ta izraz, ne? Ateroskleroza v bistvu je zelo taka nadležna zadeva, ki se leta in leta v bistvu se nabirajo ti maščobni plaki in se pravi naplastijo potem na žile teh arterij. In seveda, ko enkrat s tem se torej te arterije ožijo, lumen arterij se oži in kot enkrat pride seveda do čiste zapore, ali pa lahko tudi kaki tromb, mogoče strdek prileti odkot in torej zapre žilo in takrat pa pride do srčnega infarkta. In takrat je potem seveda, če nimamo takojšnje nujne pomoči, pride lahko hitro do odmrtja dela srčne mišice. Seveda tu je zelo pomembna takojšnja prva pomoč, se pravi temeljni postopki oživljanja, na kar seveda potem, če imamo možnost, defibrilator in kasneje seveda potem, ko smo v medicinski oskrbi, adrenalin. To so v bistvu 3 pomembne zadeve, ki nam lahko rešijo življenje. Zdaj, mogoče sem še spada, pri koronarni bolezni srca še spada angina pectoris, to vam je verjetno tudi poznan izraz, To je pa v bistvu eno tako začetno stanje, ki nam pove v bistvu, da gre pri nas za mogoče neki začetni razvoj ateroskleroze in sicer se pravi, to mi začutimo torej bolečino v prsnem košu, ki lahko se izžareva v levo ramo oziroma vrat oziroma lahko tudi v trebuh. In v bistvu to nam pove, da so naše žilne stene torej naplastene z maščobnimi plaki. Pride pa seveda ob kakem fizičnem naporu do te bolečine. Se pravi, ko se pa mi umirimo, pa ta bolečina skine. Občina Slovenska Bistrica je tudi uradno dobila najboljše v športu za leto 2022. Športnica leta je postala športna plezalka Lucija Tarkoš, športnik leta pa judoist Vito Dragič. Potrditev razgibanosti športnih panog in športa nasploh v občini Slovenska Bistrica je dokaz prav prireditev Športnik leta, ki ga prireja Športna zveza občine.
Na tem slavnostnem dogodku, ki že nekaj let poteka v Viteški dvorani gradu, organizatorji podelijo zraven najbolj laskavih, športnica in športnik leta, še priznanja za kolektiv leta, perspektivne športnike, perspektivno ekipo, posebna priznanja za vrhunske dosežke in priznanja športnim delavcem, brez katerih tudi ni športa. Vrhunec prireditve pa je vsekakor razglasitev športnice in športnika leta. Lucija Tarkuš je ena izmed najbolj obetavnih slovenskih športnih plezalk. Članica alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica si je drugič zapored prislužila naziv najboljše športnice leta v občini. Kljub poškodbi rame, ki ji je preprečila še večje uspehe, je tudi v letu 2022 dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Na Evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Augsburgu je osvojila bronasto medaljo v težavnostnem plezanju. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v ameriškem Dallasu je bila v težavnosti 7., v balvanskem plezanju pa je bila 11. Poleg tega je na tekmi Evropskega mladinskega pokala v francoskem Chambéryju osvojila 4. mesto. Na zadnji tekmi državnega prvenstva v Kranju je zasedla 2. mesto v težavnosti pri članicah in pri mladinkah zmagala v skupnem seštevku v balvanih in težavnosti. Lucija Tarkuš je kategorizirana športnica mednarodnega razreda. Njen trener je Gorazd Hren. Torej, Lucija, čestitke za športnico leta občine Slovenska Bistrica. Kako je prijetno sedaj že drugič zapored stati tukaj pred temle napisom športnica leta? Ja, sem vesela, da tudi občina ceni moje dosežke in sem res hvaležna, da so me izbrali za športnico leta. Nova tekmovalna sezona, torej novo leto, ki se je nekako že kar začelo, tisti cilji, ki te čakajo letos? Ja, kakšna medalja na svetovnem pokalu in tudi to je leto olimpijskih kvalifikacij. In sicer je močna konkurenca in tudi kvota je zelo majhna, ampak nek cilj pa je zagotovo. Športnik leta pa je že uspešno začel novo tekmovalno leto. Potrditev tvoje dobre forme in pripravljenosti je nova tekmovalna sezona, torej 2 Grand Slama v Parizu in na Portugalskem 9. mesto. Ja, to so bile dobre borbe, sicer sem tudi vmes izgubil z zelo dobrima borcoma, vmes sicer utrpel eno poškodbo, upam, da to čim prej saniramo. Malo mi je to ostavilo zdaj tekmovalni cikel, v bistvu sem mogel odpovedati 2 tekmi, Bolgarijo in Uzbekistan, kar je po eni strani dobro, po eni strani slabo, ker tudi ta ritem držati je zelo težko, ampak ja, upamo, da bo čim prej saniran, pa da gremo nazaj na tatamije. Vito Dragič je že 5. in hkrati 4. zapored najboljši športnik v občini. Član judo kluba Impol je tudi najboljši slovenski judoist za leto 2022 v točkovanju Judo zveze Slovenije. Vito Dragič je v preteklem letu dosegel vrsto vrhunskih dosežkov. Med drugim je v alžirskem mestu Oran osvojil naslov sredozemskega prvaka. Zmagal je tudi na tekmi svetovnega pokala v Sarajevu in na mednarodnem turnirju pohorskega bataljona v Slovenski Bistrici. Na tekmi svetovnega pokala v avstralskem Perthu je osvojil 2. mesto. Na svetovnem prvenstvu v Taškentu v Uzbekistanu in na evropskem prvenstvu v bolgarski Sofiji pa je bil 9. Na državnem članskem prvenstvu v Novi Gorici je osvojil 2. mesto. Vito Dragič je kategorizirani športnik mednarodnega razreda, njegov trener je Filip Leščak. Življenjska zgodba športnika leta pa je nastopiti pod olimpijskimi krogi. Prav modri krog predstavlja evropsko celino. Celo življenje sem delal da bi se kvalificiral na olimpijske igre, da postanem olimpijec. Vse te lovorike, kar jih zdaj dobivam, je en nivo niže kot to, da si v bistvu na olimpijskih igrah. Če sem celo življenje posvetil temu, zakaj ne bi še to zadnjo leto stisnil zobe in res probal, da ne živim v življenju v kaj če, ker to mislim, da bi me najbolj bolelo pri srcu, da bi si skozi govoril, kaj pa, če bi mi uspelo. Tako da je treba probati, pa upamo, da bomo blizu. Svojo noto odmevni prireditvi so dodali tudi gostje. Športnike so nagovorili župan dr. Ivan Žagar, predsednik Športne zveze Bojan Fajs in Irena Šela iz skupine Impol v imenu generalnega sponzorja.
Lepo sceno nastopanja so pričarali tudi nastopajoči iz glasbene šole Slovenska Bistrica, ki so s svojimi vložki nastopov popestrili omenjeno prireditev, katero je prvič in to zelo všečno povezovala Anja Sinič. Marljivi organizatorji Smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju so v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije minulo soboto uspešno izvedli državno prvenstvo v smučarskih skokih za mlajše kadete in kadetinje. Na 50-metrski skakalnici se v 4 kategorijah skupaj pomerilo 70 mladih skakalcev in skakalk. V kategoriji mlajših kadetov do 12 let je naslov državnega prvaka osvojil Miha Simončič iz Smučarskega društva Zabrdje. V prvi seriji je skočil 40 metrov, v drugi pa 40 metrov in pol. Član Smučarskega društva Šmartno na Pohorju Marcel Jurgec je osvojil 11. mesto. Prvič je doskočil pri 36 metrih in pol, v drugo pa je bil še za meter daljši. Glede razmer niso ne vem kaj zahtevne, glede mojih skokov pa lahko bi bile boljše, ker pač vem, kaj sem naredil in ni pač uspelo in pač zdaj sem izgubil tisto, kar sem pač si želel. Pač to so bile stopničke in pač zdaj lahko sam pač se pripravim na drugo tekmo. Kdo te je pravzaprav navdušil za skoke? Kdaj si začel skakati? Bil sem v prvem razredu, moj brat je začel skakati in pač mi je želel tudi jaz in sem pač začel in pač takrat zdaj treniram. Imaš morda kakšnega vzornika med temi največjimi svetovnimi asi in seveda kakšni so tvoji načrti v tem športu? Jaz se spogledujem po tistih, ki so bili zdaj na svetovnem pokalu. Drugače moji cilji so pa priti do svetovnega pokala, skočiti na tam, ker snema televizijo. Med mlajšimi kadetinjami do 12 let je slavila Iris Zagožen iz Ljubnega ob Savinji. Skočila je 39 metrov in pol ter 40 metrov. Med mlajšimi kadeti do 13 let je prepričljivo zmagal Jož Trtnik iz Ilirije, ki je dvakrat skočil kar 46 metrov. Ja, v prvi seriji sem skočil kar v redu, zdajle pa tudi. Kaj pa pogoji? Bili so kar zahtevni. Ja, v drugi seriji mogoče malo boljši kot v prvi. Kdaj si pa pravzaprav se začel ukvarjati s tem športom? Kdaj si prvič skočil? Ko sem bil star 6. Kdo te je navdušil? Peter Prevc. Torej tudi on tvoj vzornik. Ja. Kakšni so pa načrti oziroma želje za naprej? Moj največji cilj je, da pridem na olimpijske igre. Domačin Tim Juhart je tekmovanje končal na 21. mesto. V prvi seriji je skočil 38, v drugi pa 39 metrov. Ja, zadovoljen sem bolj srednjo. Na treningom sem sicer skakal bolje, samo pogoji so bolj slabe zaradi vročih temperatur. In ja. Kdo te je pravzaprav navdušil za skoke? Kdaj si se začel ukvarjati s tem športom? S tem športom sem se začel ukvarjati pri 6 letih. Navdušil me pa Peter Prevc. Torej je on tvoj tisti pravi vzornik? Kaj pa ostali naši slovenski skakalci? Ja, je on moj največji vzornik, sam pa tudi veliko navijam za ostale. In kakšne so tvoje želje oziroma načrti v smučarskih skokih? Da napredujem čim bolje in kažem čim boljše predstave. Med mlajšimi kadetinjami do 13 let je naslov državne prvakinje osvojila Ula Vodlan iz Zagorja. Na ekipni tekmi je slavila Ilirija pred Zagorjem in Triglavom, nastopilo je 12 ekip. Organizatorjem je uspel pravi mali podvig. Kljub neugodnim vremenskim razmeram so namreč dobro pripravili skakalnico v skakalnem centru Šmartno. To je bilo seveda, to niso več bile nobene priprave, ampak divja vojna z vremenom. Pred 2 dnevoma, ko je bilo tu še -5-6 stopinj, je izgledalo vse kot pravljici. Predvčerajšnjo noč in včeraj
močna odjuga, ki nam je pobrala skoraj ves sneg. Tudi snoči smo pripravili skakalnico, bi rekli, na tekmo. Pridemo zjutraj dol, zopet je bilo treba nametati nekaj snega, ga pripeljati, utrditi do skočišča, ampak zdaj trenutno, hvala Bogu, skakalnice drži, tekma končana. Skratka, tudi to je dokaz o dobri organiziranosti vašega kluba. Koliko članov imate sedaj in seveda na katere rezultate oziroma dosežke ste še posebej ponosni? Članov je zdaj še vedno tam nekje 180 članov, tega je aktivnih 40-50, tisti, ki resnično delamo v klubu. Najbolj smo ponosni seveda na take lepe prireditve, ko se zberemo, ko naredimo vse, kot je treba. Po tekmovalni plati pa smo seveda ponosni na vse, od najmlajšega do največjega. Izpostavil bi recimo Uroša Vrbeka in Lucijo Jurgec, ki sta trenutno se šolata še v Kranju. Stopničke državnih prvenstev, tudi tile mlajši že posegajo, ne na vsaki tekmi, ampak so že pokazali dovolj potencijala, da se Ačko Vlado trudi z njimi. Torej, samo to tako naprej bi lahko rekli. Ja, tekmovalcem želim tako naprej, ostalim članom pa jutri še to pospravimo, pa se odahnemo do Planice, ker res par dni nočem več hoditi po tej skakalnici, ker sem bil cel teden tukaj. Drugače pa se pravim, ko bo dan skončano, bo se nam velik kamen od srca odvalil. Klub študentov Slovenska Bistrica je preteklo soboto na Treh kraljih izvedel zanimiv dogodek z imenom Vreji skijanje. Prireditve na progi Črni vrh se je udeležilo okoli 70 študentov in študentk, smučalo pa je 48 udeležencev. V tekmovalnem delu je nastopilo 6 deklet in 18 fantov. V ženski konkurenci je zmagala Karina Šuntner, v moški pa Nik Knez. Nagrade so podelili tudi najboljšim maskam. Društvo za promocijo zdravja Impol je organiziral 8. turnir v dvoranskem nogometu. V Bistrici športni dvorani se za naslov prvaka borilo 9 ekip. Za prijetno rekreativno športno druženje izven delovnega časa so na pustno soboto poskrbeli člani Društva za promocijo zdravja Impol. V Bistrici športni dvorani so organizirali turnir v dvoranskem nogometu. To je bil že 8. turnir v okviru društva, ki letos praznuje 11 let uspešnega delovanja. Vsa leta pa za njihovim organiziranim delom stoji tudi skupina Impol, ki vse te njihove dejavnosti finančno in motivacijsko podpira. Ja, res je. Mi smo veseli, da smo zdaj lahko po 2 letih zopet to organizirali. Trudimo se, da naredimo in športne igre poleti, zimske in pa da tudi takšni turnirji pomenijo neke vrste timsko delo, sodelovanje med sodelavci, pa ne nazadnje tudi mogoče malo tekmovanja med enotami. Za naslov prvaka se je borilo 9 ekip, kar je tudi največja številka udeležbe v vseh dosedanjih izvedbah. Po skupinskih tekmah, ki so bile na visoki kakovostni ravni, se je v polfinale uspelo uvrstiti ekipam Cevarne, Livarne, Finalov in Folijam. Cevarna je v prvem obračunu premagala final z rezultatom 4-0. V drugem srečanju pa je Livarna 4-1 odpravila ekipo Folij. V tekmi za 3. mesto so žogobrcarji iz moštva Folij nasprotnikom iz finala nasuli kar 6 golov ter tako osvojili 3. mesto. V velikem finalu pa sta si nasproti stali igralci Cevarne in Livarne, ki sta se srečali že tudi v skupinskem delu, kjer so slavili zmago zaposleni iz Cevarne. Zgodba o zmagi Cevarne se je potrdila tudi v zadnji tekmi turnirja, saj so finale odločili sebi v prid in to z rezultatom 5-1. Najboljšim 3 ekipam je pokale podelila Irena Šela, ki je tudi pokal predala najboljšemu strelcu Primožu Krajncu za 7 doseženih golov, ter pokal Klemnu Pliberšeku za najboljšega vratarja. Da je imel dogodek tako pomemben pečat, ima zasluge tudi združena ekipa skupine Impol, ki že 7 let uspešno nastopa v poslovni ligi Nogometne zveze Slovenije. Fantje iz Impola se v tem sklopu tekmovanj redno uvrščajo na mesta pri vrhu. Da pa še zima traja, bodo zaposleni iz skupine Impol potrdili v soboto 25. februarja na Treh kraljih, ko bodo vijugali med veleslalomskimi vratci.
Z veseljem vabim vse zaposlene, in tudi družine njihove, da pridejo, da se udeležijo in da mogoče se tudi tukaj poveselimo. Nogometaši iz Slovenske Bistrice so pred zaključenimi pripravami pred nadaljevanjem prvenstva med drugoligaši. Uvodno tekmo bodo 5. marca igrali v Primorju z istoimensko enajsterico. Devetouvrščena ekipa druge lige, KTM Impol Bistrica, je v premoru prvenstva doživela kar veliko sprememb, kar se tiče igralske zasedbe. Več o odhodih in novih okrepitvah pa prvi mož stroke trener Franc Friedl. Največji pečat je pustil sigurno Klašnja, potem so tu še Kujevic, brata Panič, Ploj, Ljubljankič, se pravi igralci, ki smo nekako imeli dogovor s Celja. Nadomestili smo pa jih, jaz verjamem z kvalitetnim Zajšekom, ki je tudi v pripravljalnem delu pokazal, da bo sigurno okrepitev. Jani Žič, prav tako v zadnji liniji in potem v špici Nino Kuleš in pa se pravi, imamo kar nekaj, ta je kmetec, imamo kar nekaj orožja, jaz verjamem, da bomo na koncu uspešni. Je bilo med pripravami kaj tistih poškodb, težav, ki so pestile ekipo, ali je šlo vse takoče po začrtanem planu? Pa gledajte, nekaj malega vedno se zgodi, predvsem zaradi težkih pogojev, ker igrišče je bilo trdo, težko. Največje težave mogoče Jaša Martinčič, ampak verjamem, da bomo nekako uspeli do začetka prvenstva to sanirati in da bomo maksimalno pripravljeni. Primorje bo prvi nasprotnik, torej gostovanje? Gostovanje v Primorju, sigurno nas čaka težka tekma. Verjetno težko igrišče tudi v tem času, ampak na to smo pripravljeni. Odmevna okrepitev je vsekakor 19-letni Domen Zajšek, ki je prišel iz Domžal. Ja, rad bi povedal, da sem se zelo dobro vklopil v moštvo. Moram se zahvaliti mojim soigralcem, ki so mi pri tem zelo pomagali. V bistvu pa me zanimal projekt Bistrice, všeč mi je, kako se dela tukaj. Potem pa tudi prišel sem, da bi dobil več igralnih minut, kajti v prvi ligi je malo težje priti do minut, kot pa v drugi. In kaj so ti pokazale pripravljalne tekme, kakšen je tvoj vložek sedaj v ekipi, si zadovoljen? Ja, zaenkrat sem zadovoljen. Vedno še strmim k temu, da lahko kot ekipa dosežemo več, smo lahko boljši. Rekel bi, da sem z opravljanjem zadovoljen. Odigrali smo kar nekaj tekem, pokazali dobre igre, predvsem pa so nam prišle prave priprave v Umagu. Steber domače obrambe, izkušeni Lan Vidmar, pa tudi v nadaljevanju kljub spremembam pričakuje prepoznavno bistriško igro. Na pripravljenih tekmah se je pokazalo, da seveda nismo še tako igrani, kot smo želeli biti. Dosti igralcev je prišlo in odšlo, tako da zdaj je zadnji čas, da to popravimo pred aktualno sezono. Vsekakor pa tista sladka tekma, ki vas čaka, torej 16. pokala proti prvoligaški ekipi Brava 9. marca v Slovenski Bistrici. Seveda, to tekma bo zelo trda. Mislim, da vsak igralec si želi na tej tekmi igrati, vse pokazati, da bi vsaj enkrat prestopil v tako močno ligo. In mislim, da bo ena lepa, težka tekma, borbena in pričakujemo potihem zmago tudi.